Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Tako teden odkljukan. Aleluja. Zdaj, kar se totih jutr tiče, vse veste, ne bi zdaj ponavljal, ne? Kaj bo v ponedeljek. Ja, ne, pa zakaj moreš? Samo povem. Ravno zaradi tega, ker ti to vsaki petek rečeš, vikend mine tak. Ja, ker če ti tega ne bi rekel, bi mi bili 4 dni doma. Ampak kako se pa imate fajn zaradi tega, ker če se ne bi imeli fajn, ne bi minilo tak. Tako da hvala mi, rečite pa lape. Močno. Nedeljo so volitve, ne pozabite iti. Če niste šli na predčasne, pojdite v nedeljo. Absolutno. Naredite to državljansko dolžnost. Volišče, pardon, ja. Da ne boš jutri bola. Ne boš bola. Uho mi povej, koga boš ti vola. Ma pa vsak svoje mnenje in prav je, da ga v nedeljo izrazimo na volitvah. Tudi ti, Ema. Ja, mislim, bom. Ja, soft life, generacije Z, to je Šla to, boš. nedelja bomo videli, kako bo. Do večera je, tako da ni samo zjutraj. Tako da lep vikend želimo, idite kaj na festival Čili, čokolada in delikatesa. Ja, ker mi gremo. Nedeljo na volitve, pa smo že mi tu. Ne nehaj. Mrzlo je ko pes zunaj, vseeno, tako pač. Ja, jaz imam danes bundico. No, kdo pa nima bundice, ne? Jaz smo tudi kapico. Razmišljal sem resno o rokavičkah. Tudi. Ja, to tudi. Ampak pol se nisem dal, vseeno bo čez 12, mislim bo 12 stopinj čez dan, ampak da veste, kaj vas čaka. Drugače pa dobro jutro v državi, ki je na 18. mestu od 147 po dobrem počutju, oziroma na seznamu najsrečnejših držav. Od 147 je Slovenija 18. Dobro. Genialno. Dobro uvrstitev. Ja, res je. Recimo pred Avstrijo, ki je šele 19. Da bi jaz bil 19. na tem seznamu. Ja, pa to je no. Jaz bi se izselil. Odstopi. Tako je val, da si rečem, kaj? Fuj, pravzaprav bi rekel, ne, če bi bil tam, veš, če bi tam. Italija, recimo 38. To šele. Če bi bil 38. Na tem seznamu. Ja, rekla, da so više. Ja, to če greš ti za, veš, en teden tja na dopust. Ja, no, ja, se razumem, valjda, ja, ampak. Hrvaška 70. Pa toliko morja imajo. Ja, pa še enkrat, za 2 tedna na leto je vse super. Ja, res je. Veš, da sem pa na 70. mestu, jaz. To pa je. Na tem seznamu. Pa kaj si no? Jaz bi začel piti. Morje. Mađarska na 74. Ja, pa na 74. Tu začne piti samo šiso. Na prvem mestu pa že 9. zapored Finska, na drugem Islandija in na 3. Danska. Same super države za živeti, samo iz našega zornega kota pa z našim standardom težko. Ja. To je vse, kar bom rekel. Je pa lušno, mislim, mi smo 18. Veš, kaj ti hočem reči. Dobri smo. Poglej ostale. Tako da tako slabo tudi ne gre vsem nam in očitno smo srečnejši, kot si mislimo. Jaz mislim, da smo največ pripomogli k temu v našem mestu. Jaz se strinjam s tabo. Absolutno. Ja, nekemu občemu občutku sreče. Veš, ko se tu začne, pol pa ker z glave, dol ne kura v glavi začne misliti, pol pa gre v telo. Pa potem vemo, ki gre ven, ne? Ker danes gremo dalje z našim spomladanskim mletjem. Maribor, šampion. Tak je, danes so 5:30, torej čas za payback. Po zadnji tekmi v letu 2025, ko je Aluminij zmagal v Ljudskem vrtu, zasluženo, seveda takrat nimaš kaj, samo danes je to en drugi Maribor, ne? Tak da. In ob tem, kaj Ana? Čakam še, kaj boš povedal. Ne, in ob tem moram povedati eno drugo stvar še, da morate vedeti, da ne glede na to, zakaj se mi vsak dan trudimo, jasno, zato da nam vse skupaj lepše in lažje, ampak morate vedeti, ne glede na to, kako hudo je, v katerem koli trenutku, v katerikoli situaciji, še vedno ostane prostor, da človek ostane malo prismuknjen, pa je vse lažje. Točno tak? Je tak? Si to zdaj lepo povedal. In če vam ne gre, veste, da je tu nekdo, na kogar lahko računate. Vedno.
petek je in tudi danes so tukaj dileme, študentke Eme. Dobro jutro, študentka Ema. Dobro jutro. Stopimo bliže generaciji Z. Najprej naj opozorimo na katastrofo, ob tem, da samo boste razumeli, kaj moramo mi to trpeti. Včasih pač zmanjka zimskega make-upa in moramo tu gledati potem sredi zime s poletnim pudrom. Katastrofa. Vem, samo danes ni to. Danes ni to, danes si bila malo bolj izrazita z maskaro. Ja, in sem pol mogla iti na avtobus z mazanimi. Oj, kaj? Ja, in pol sem tako dol gledala, da me voznica ne vidi. Skozi okno sem gledala 10 minut. Niti voznice nisem mogla v oči pogledati. Sem bila tako zdravo. Naj samo povem, da mi dva z Igrom absolutno nismo opazili. Ne, absolutno, ne pač normalno, neko senčenje. Jaz te razumem. Vse vidi, ne? Ne vidi Jaz se, to potem zrihtala, ne skrbi. Boma pol prišla. Veš, kak mi dva hočemo stopiti blizu generaciji Z, ona pa ne pusti. Generacija pa ne pusti. Ok, na seznamu tvojih dilem Ema razloži, kaj to pomeni. Soft life, novi način življenja generacije Z. Kaj je soft life? Tako da je na chill, Da je na easy, da tako da je lepo, sonček, tako brez stresa. A to je soft life? Jo, To imate Se tak radi? ste. ja vem, ja, saj, da to tako živimo. Tak nič ne. Ok. Na neki točki boste morali malo mrdniti. To je Ja, vse. hvala, ne, to. Vi bi to, tudi lahko okej. probali soft life, tako. Ja, En bi dan. lahko, Ne, ja. kaj, pol pa se predamo, pa kaj Točno bo. to, pa zapremo Ne gre. državo, pa gremo nekam Nekdo drugam. mora ostati, ne, pač pripravljen, Ja. vse skozi, En dan. vigilanten. En dan. Kaj, en A ja, dan? en dan, dobro, Ja, en dan probajte. je, to je lahko V enem izvedljivo. dnevu lahko gre toliko stvari narobe. Točno to, res je. Tako da, Jaz tako sem se celo življenje, tako pa nič ne gre narobe. Ja, ok. res je, ampak bo tudi dan, ko bo Hrček pogledal vun zvate, veš, pa bo moral iti malo okolico sam, ne, pognat. Ja. Tako da na neki točki bo treba, ampak dokler je uživaj, Pa ima. bo malo Pa pol. se, ja, boš. Ja. boš. Imam čas. Petek, 20. marec je danes in to moram vprašati, ti si 20, Ema, ne? Ja? Reporter Milan pa bo star 25. Samo povem. Mlajša si od Milana. Ja. Verjamem, vem. Ja, fajn, ne? Saj nisem več tako mlada. No, seveda ne. Kje te- 21 Ko bom pride letos. pol direktor, mu to reči, ne? Ker se menimo v 25 letih ustvarjanja na nekaj desetletij podlage, veš, kaj ti hočem reči. In 1. april je ta datum. Matičkove raziskave. Iker, kako se grdo obnaša? Izredno slaba napoved. Ni nobene bolečine, ker gre za matičkove raziskave, najbolj relevantne raziskave. Daleč naokoli, ko vas vedno znova povabimo za kulisje tega radia, da lahko pogledate v glave delavcev, ki tukaj tlačijo pot in Kdo je na neki točki prišel in tebe pooblastil za informacijo, da ljudi dejansko to zanima? ne vem, če poznaš, Vedlin se piše. Dvomim, Ja, no. ker ga poznam, ne bi nikoli to naredil Pa daj. na neki nivo. Kakorkoli, danes je prvi spomladanski dan in o prvi asociaciji, ko rečem besedo pomlad, sem spraševal tudi moje sodelavce. Anja, Dolgi dnevi, to pa zato, ker komaj čakam, da bom po službi lahko šla na sprehode. Marko, Da imam rojstni dan, kar pomeni, da sem eno leto starejši, bolj debeli in ne, potem se prikradejo tiste misli, gled, da sem star, vse je temno, vse je črno, nič več ni vrej. dobro, dosti s to depresijo. In potem, ne, Direktor, Edina in ena asociacija, regrat, to je zlato, jajca, zeleno zlato. cvirki, krompir. Andrej, Delo, delo, delo okrog bajte, delo, delo, noč pa dan. Delo, samo delo. ko da ima 100 hektarov Ja, glih grunta. tak, ja. Ko da nima. Pa še on ima toliko zemlje, da ima, veš, tam v Vržeju, kjer je, ne, da ima gor terme. Saša, prva asociacija, ko ti nekdo reče besedo pomlad. Hortenzija. Zakaj hortenzija?
ker on danes pogleda, če je že kaj zraslo, ali imam samo steblo doma. 5 let, samo steblo, tako da hortenzija. Matej. Ležanje na travniku med cvetlicami in kihanje. Tine. Jaz na biciklu, v eni roki imam čevap, v bidonu papir. Ja. Ana. Štihanje. Zato, ker je to prvo pomladansko pravilo, ki me vsako leto čaka na vrtu. Z lopato štiham. Z vilami se štiha, z onimi na 3 zobe. In imaš nekoga, ki ti gnoj zraven nosi. Imaš, Ana? Ti na tvojem vrtu? Ja, imam. Čarobnem. Ali sama vse delaš? Ne delam se sama. Z rekom ne rada delaš, ne? Hvala, res. Dejan, prva asociacija, ko ti rečem besedo pomlad. Frizer. Zakaj? Kaj si se pogledal ti v zadnjem času? Spomladi imaš frizera. Drugače pa prva asociacija na pomlad je vedno naslov državnih prvakov in nikoli ne bi nehal v to verjeti. Letos mogoče bo. Sandi? Šnelke. Zakaj? Ja, ker po zimi je premrzlo za njih, poletje pa jih več ne rabijo, tako da zdaj je glih pravi cajt. Pa... Ja, one ne rabijo, jaz mislim, da jih ti nosiš, dobre. Ema. Spomladansko čiščenje, ker zdaj se vse vidi, tudi prah, mazanija. Vse sem že naredila, vse bom mogla še enkrat, ampak dobro. Tomaš. Piknik, žar, mesto, čebula, kajmak. Ja, to pa je pol na koncu. Naj samo povem, Vse pride video, ne rabiš nič povedati. A ja pride, okej. Že pride. Ne, tu je bilo slišati kot veselje ob tem, kar je Tomaš povedal. Ja, saj je bilo slišati kot sabotaža. Što to je bilo? Glej, ampak ja, seveda privabljeni tudi. Bom opisal, kako je to izgledalo. Dejan, ko smo snemali Matičkove, je poklical Ano v Tinčekov studio, zelo resno, to je za neki sestanek. Rekel, pridi noter, bom ti nekaj razložiti za 10-20 sekund. In Ana šla noter in je prišla ven z zelo resnim obrazom. Malo rahlo tečna, ne? Ker se zna igrati za Če kdo posluša slučajno. Ja, in pol je nastalo to, da me je Dejan kar vrej požgečkal tu po rebrah. Ne? In to vemo, da je Požgečkal po rebrah. najhujše, kar lahko Matičko narediš. Ampak lušno moment za video, Tako? ki pride kmalu na naša družbena omrežja in v audio špajzo. Hvala, Matiček. Ja, ni zakaj. Ti moš meni tudi reči, ne? In tisti moment v tednu je, ko največkrat slišimo, ker skoraj nemogoče vprašanje. Tekmovanje, v katerem vsak petek tekmuje ta naša tezenska princesa kraljična Ana Lakota, ki trenutno vodi za +3. In pa naše pohorsko veselje, pohorski Mowgli, naša oranžna pohorska gmota Matic Jeger. To sem jaz. Jej. Tudi danes je eno vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije in tudi danes, seveda v to zapademo Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora. Ali pač. Tako. Pozor. Jeger, če pa danes ne zmagaš. Pa vidiš, kako pristransko deluješ Ne, v naši ekipi. To sem samo pritisk delam, Ana, na njega, zato da bi tebi bilo lažje, kot ne razumeš. Torej, 68% vprašanih v tej statistiki, unisex vprašanje, mimo grede, unisex, Dobro. 68% jih je reklo, da to so vsaj enkrat naredili, ampak delajo pa pogosto na skrivaj doma. Jejo Kaj je sladkarije. to? Zdaj pa napremo dalje, ker še imam ful dela danes, prosim. Oprosti, Jeger, pa če pa to je bilo jasno. Ta je bila res lahka. Denar. Oprosti, ampak res je bila lahka. Priznaj, da si na alkohol pomislil. Sebe, ja. Res je bila lahka. Bravo, nimam kaj za Kaj ti lahko dam vseeno eno piko? Ne, Pa ne pa more. 2. Nima kaj, nimaš Ana, kaj. To je, jaz ti čestitam, ampak miloščine pa ne bom prejemal. Ne. Ni šans. To pa ni, ne. To pa je tako, kot da bi sekirov ego zasekala. Tako je. Čestitke. Hvala. 4. Se oči še ima? Ja, Dobro. Bom ti dala kakšen nasvet. Za te življenjsko pomembne stvari, kot so odgovori na skoraj To se nemogoče punce vprašanje. menimo. Čestitke, Ana. Bravo. Gladko.
In tu je zdaj nekaj, kar si nisem mislil, ali pa moram se popraviti, že dolgo nismo rekli. Kakva pa je smuka 20. marca na Arehu? In ne to, tudi novi sneg je zapadel, tega pa nismo rekli v marcu že ekstra dolgo. Torej, Marko Rataj, vodja smučišč na Mariborskem Pohorju in na Arehu, koliko je novega snega trenutno? Snežna odeja, sveža, 10 cm snega, kar je naredilo čudovito koliso, razmere na Arehu zimske, naravnost čudovite. Ok, kaj vse obratuje, Marko? Trenutno tukaj na Arehu obratujejo sedežnice Ruška in pa Pisker in pa vlečnici Areška in pa Cojzarica. Tako bo ostalo do konca tega tedna, to pomeni do nedelje, medtem ko pa v naslednjem tednu bo ta obratovala le še obe sedežnici Ruška in pa Pisker. Računamo pa, da nekje do prihodnje nedelje bi te naše razmere, ki pač oziroma snežna odeja, ki jo imamo na smučišču, bi pri teh napovedih lahko vzdržala, tako da računamo, da bomo smučarsko sezono zaključili nekje z 114 dnevi prihodnjo nedeljo. Ful dobro. Skoraj do aprila dejansko ne bo šlo letos, oziroma v tej sezoni vrhunsko. Ne pozabi tudi, da veljajo znižane cene dnevnih smučarskih vozovnic, tako da, Marko, ni nekih razlogov, da ne bi izkoristili še zadnji dni, ne? Ena lepših smučarij ta trenutek v celi sezoni. Ni gužve, proge so čudovito urejene, da sneg drži do srede dneva, sonček, prijetno na terasah, tako da to so vsaj zame tudi najlepši dnevi v tej sezoni. Jaz moram iti. Ok, ne danes, ampak zagotovo. Ja, moraš iti, ja. Ali jutri, ali nedeljo. Rešeno, ne? Rešeno. Ok, samo ženo se še zmeni. Veliko sreče, tako da lahko, da ne bo šel. Ampak ne, treba je zdaj res izkoristiti te zadnje dneve in če greste danes gor, se veste, kaj se reče, vrežite še eno za nas na totem našem bregi. Tine, dobro jutro. Dejan, dobro jutro. Tine, pozdravljen, gleda. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, prijatelj. Čauči. Tudi trije v studiu, ne, to bi ljudje, hvala Bogu, da ne vidite tega, ker to, oni so si tako blizu, da so si že skoraj preblizu, res. Z vsemi pogovori in... Si favš, ne? Ne, absolutno nisem. Imamo tu desni Studiram delo... samo o tem, da bi Mernik večkrat manjkal, da bi jaz bila večkrat Desni delo mizja so prijatelji, na levi pa so favšičke. Nismo favžičke. Favžičke. Mi dve se pač menimo v nohtih, no. Vi pa si jih gledate nohte. Ok. Absolutno ni res. Sem dopolnila z nohte. Res si nam ful povedala zdaj. Jo, ne vem, če se bomo pobrali. Mi je prav huda zdaj. Kaj si nam pripravil na ta petek? Jeger. Spet. Kaj? Ko greš na Finsko naslednjič, okay. Pa ti kdo ponudi Jusi Pusi. Jusi Pusi. Jusi Pusi. Okay. Lahko vzameš. Dobro. In kaj bom dobil? Ne boš dobil Jusi Pusi, ne? Tako si zamislil, ne? Ampak je to en zelo znan kruh finski. Ena pekarna je naredila in Jusi Pusi. Jusi je po finsko, kot da bi rekel Joža. Ime pač, ja. Ime. Jusi Vatanen, neko je. Recimo, Pusi pa je torbica, tako da bi so... Joževa turbica se imenuje, ne? Da ne bi ti, ne veš, navalo preveč. Ti vsi pusi, pa že koji direkt not, ne, pa se... Pa tudi ne biti užaljene, če vam kdo reče, da imate polno pusi, ne? Na finskem. Koji vsi. Dobro jutro. Tak, punci, zdaj bomo pa mi trije stopili malo na stran, ker... bo Jeger, tako je napovedal, razlagal o svojem tekmovanju, ki ga sicer ne namerava osvojiti, želi pa igrati vidno vlogo. Stoj malo. Na Pohorskem Kerlcu. Kak ga ne nameravamo osvojiti? Cilj je vedno zmaga. Da je to prosto. Ja, ne. 1 uro ne bi mogel tako reči, ne?
Ne, stamo malo. Ja, dobro, ok, pustimo, skoraj nemogoče vprašanje, ampak tudi tam je bil cilj zmaga. Pač Dobro. se ni išlo, tudi pohorski Kerlc. Cilj je zmaga, mogoče se ne bo išlo, jaz sicer še vedno napovedujem, da pri malci bom zagotovo prvi. Dobro, ja. Ampak da pa ne bom sam pri malci, ne, da ne bom slučajno sam tudi gor hodil. Sem poklical... Samo to sem hotel reči, edino kar je fino je, da ni pomembna zmaga v resnici, ne, da lahko vsak, samo to. To te vum vleče. Ja. No, si poklical, ja? Poklical sem Domna Žnidariča iz ProTime, da ti vidimo, ali so prijave še odprte, se lahko še prijavimo. Za pohorskega Kerlca 2026 so prijave še vedno odprte, bližamo se 200 prijavam, tako da bomo kmalu zapolnili vsa mesta, ki so na voljo, nekaj še jih je na voljo. Zato vsi, ki nameravajo na Pohorje malce hitreje ali malce počasneje se udeležiti pohorskega Kerlca 2026, naj odklikajo na www.protime.si in oddajo svojo prijavo čim prej. Tako, ker v bistvu 6. april je bliže, kot se zdi. Zelo blizu, dobrih 14 dni. Ja. Pa bo akcija. No, ampak če nočete iti sami, pa bi vseeno radi se malo preizkusili, lahko greste tudi v dvojicah, tudi za to so še odprte prijave. Tako, še vedno je možna prijava tako med posameznike kot v dvojice, tudi letos izjemno visok nagradni sklad, skupaj s podjetjem Polygram pripravljamo res eno odlično športno rekreativno prireditev na toti naš breg. Več kot 8 jurjev je nagradni sklad, samo toliko. Kar privlačen podatek. In pa dajmo še samo enkrat povedati, to ni samo za nas profesionalce. Kaj je? No, ja. To je za vse, za rekreativce. Tudi za mene, recimo. Tudi za tebe, za vse rekreativce, ker v prvi vrsti, tako je Dejan že prej povedal, ne gre tak za tekmovanje, bolj gre za druženje, bolj gre za to, da nekaj za sebe narediš, dobiš malco, dobiš medaljo, dobiš spominsko majico, tudi lepe nagrade se bodo delile in pa nagradni sklad, ki je precej vabljiv. Tada, ne. Pohorski Kerlc je prireditev, ki je primerna tako za tiste malo bolj resne tekače, mogoče tudi za profesionalce, kot seveda tiste nekoliko počasnejše, za rekreativne tekače, tudi pohodnike, tako da so prav vsi vabljeni, da se udeležijo naše prireditve. No, evo. Pomembno je druženje, ne? Pomembno je druženje in da prvič v novi sezoni, mnogi bodo na Kerlcu prvič v novi sezoni prišli peš gor, ne? Jaz zagotovo prvič, zdaj sem se zamislil, prvič, letos mi ne bo uspelo, da bi šel narediti kakšen trening, da bi prišel od Snežnega stadiona pa gor do Belvija, tako da na frišno, na svežino bomo šli, ne, kaj pa? Je mogoče tudi plus. Ja. Ker je naslednji pohod ima šele julija, do takrat se bo pa te zlizal, ne? Maja. Ja, to si misliš. Julija je bolj realno. Torej, pohorski Kerlc 6. aprila na protime.si se lahko prijavite, izkoristite to vedno bolj popularno, po svoje že na nek način legendarno športno rekreativno prireditev. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.